Letos se je na razpis prijavilo rekordnih 178 mladih pesnikov in deklamatorjev iz 100 slovenskih šol. Najboljši, izbrani na predizborih, so se družili na sklepni prireditvi na Vinici. Očitno je zadeva odzivna, popularna med mladimi, ker mislim, da se več ali manj po svoji volji udeležujejo Župančičeve frulice. In na ta način se tudi, če kasneje ne ostanejo v poeziji, notranje gradijo. Med deklamatorji, ki so se predstavili s pesmimi Zvezdane Majhen, je strokovno komisijo najbolj prepričal šestošolec Matič Božič iz Pirnič, ki je iz rok avtorice pesmi prejel pastirski rog, simbol govorništva. Najraje bi, da bi me zdaj vsi pustili popolnoma pri miru, da se za en belokranjski gozdiček umaknem in napišem pesem. Jaz sem polna navdiha. Med osnovnošolskimi pesniki se je zmage in Župančičeve frulice razveselila Sofija Agneza Jakuncova iz Ljubljane, med srednješolci pa Katarina Gomboc, dijakinja ljubljanske škofijske gimnazije. Med finalisti letos ni bilo Belokranjcev, čeprav je v projektu sodelovalo največ belokranjskih šol doslej. Ampak očitno je bila letos kakovost na strani drugih geografskih področij Slovenije. Da bi mladi pesniki in deklamatorji dosegali še višjo kakovost v svojem pisanju in deklamiranju, si na Črnomaljskem ziku prizadevajo projekt Župančičeva frulica razširiti z delavnicami, namenjenimi tako učencem kot njihovim mentorjem.